sestre, dragi bratje, dragi Slovenke, dragi Slovenci, vsi, ki ste prišli na tale slovesni dogodek, ko se spominjamo 81. obletnice povojnih žrtev in seveda vseh tistih žrtev, ki so izgubile zaradi katerega-koli totalitarizma svoje življenja pred vojno. Hvala, ker vam ima. Hvala, ker vam ni vseeno. Danes torej obhajamo Evropski spominski dan na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja. Trije so najbolj znani. Vsi trije so bili socialistični, zaznamovani s to osnovno idejo. Fašizem, nacizem in komunizem. Nedaleč od Rod je bila meja, kjer se je slovenski narod moral biti prisiljen razdeliti na dve coni. Eno pod Italijani, kjer je bil fašizem, druga pod Nemce, kjer je bil nacizem. Že med vojno se na teh področjih in v celi naši domovini doživljalo tretji totalitarizem, to je komunizem, in po vojni še toliko hujšega. Rote so dale veliko žrtev, veliko neposrednih žrtev. Veliko teh potomcev je tukaj v cerkvi, morda do zunaj, verjetno nekateri odsotni. Tudi mnogi drugi slovenski kraji so bili morda malo manj številno, vendarle prav tako zaznamovani z totalitarizmi med vojno, slednjim s komunizmom pa toliko bolj. To so bile neposredne žrtve, na katere nikoli ne smemo pozabiti. Dobršen del, ki že ima dostojen grob, zlasti tisti, ki so bili pobiti med vojno. Nekateri, ki so bili po vojni pobiti, še čakajo v kakšnih pričah, nekatere bo treba še izkopati, vendar sem prepričan, da v našo domovino in državo prihaja počasi čas, ko bodo vsi naši pokojni predniki, žrtve kateregakoli totalitarizma na slovenskih tleh, dobili dostojen grob z imenom in priimkom, tako kot je temeljna civilizacijska odlika. Vsi trije sistemi niso slonili na veri, ampak na neveri. Ali pa na veri v nekaj teistične, bom rekel to splošno vrednoto. Ko gledamo namreč zgodovino vojskovanja nazaj, vidimo, da so vse padle, vse žrtve, lastne in nasprotnikove, pokopavali v individualne, samostojne grobove in na njih postavili znamenja njihove verske pripadnosti, napisali ime in priimek, letnico rojstva in letnico smrti, tako kot se civiliziranim narodom spodobi. Tako je bilo vse do konca prve svetovne vojne splošno. Zato so naši predniki, naše fante, ki so umrli v Galiciji, ali pa kje drugje, v času prve svetovne vojne, lahko mirno zaprosili in še nekaj seveda žrtvovali in so jih lahko pokopali na domače pokopališče, ker so vedeli, ki so tam pokopani. Tudi po drugi svetovni vojni je bilo delno še tako, ampak predvsem na zavezniški strani. Na strani Američanov, Francozov, Angležev, na drugi strani pa tega ni bilo. In pri nas je bila ena ideologija, ki je seveda skušala svoje temeljne drže močno skrivati, to je držo revolucije. Zato je bilo toliko neposrednih žrtev med vojno in po njej, ampak danes bi pa rad poudaril še neko drugo obliko žrtev, ker moramo stopiti globlje. O vseh bolečinah, ki jih imate tukaj v Evropah in še kje po Sloveniji, ko trpite zaradi smrti svojih prednikov, ker nekateri ste zgodili očete, drugi brate, tretji sestre,
in ste mnogi tudi moči vere zmogli prerasti to svojo bolečino, dozoreti in odpustiti. Danes bi se rad malo dotaknil posrednih žrtev, ker teh je bistveno več. In s temi posrednimi žrtvami totalitarizma, ki je na koncu druge svetovne vojne pri nas zmagal, je zelo zaznamovano naše narodno telo, tudi cerkev. To so drže, ki smo jih morali, ali pa smo jih sprejeli, ali pa so jih morali sprejeti naši predniki in smo z njimi v dobršnem delu zaznamovani še danes. Mnogi so namreč morali skrivati svojo vero, svoj svetovni nazor. Ne samo učitelji. Tudi mnogi, če so hoteli v službi narediti kariero. V čisto navadni proizvodni tovarni so se morali vsaj na zunaj odpovedati svoji veri, svojemu prepričanju, se udiniti sistemu in svoje otroke krščevati na skrivaj ali pa v drugih župnijah. In kaj je bila posledica takih drž? Da so otroci videli njihovo držo, da so se prilagodili zato, da bi lažje preživeli. Njihovi otroci so naredili samo še korak nazaj, pa so videli kar korak naprej v držav, kakršne so videli pri svojih starših. In so samo še dali otroke krstiti, občasno so šli še v cerkev, tretja generacija je že vse pozabila. Vsi so obdržali eno držo v državnosti, eno življenje v javnosti, drugo življenje doma. In to je velik problem neposrednih žrtev našega komunizma, s katerim se še nismo soočili in ga ne upamo prav poimenovati. Poznamo tudi druge še žrtve, seveda posredne, tudi take, ki so, čeprav so bili otroci, morda celo komunistov, pa so iskali resnico, ko so prebrali kakšno knjigo, so morali biti zaprti, to kot naš pisatelj Drago Jančar, in tako dalje. Veliko teh drž in tega stanja našega duha je zaznamovano s tem komunizmom, v katerem smo živeli nekaj desetletij. Včasih nekateri trdijo, kako pa to, da smo Slovenci, oziroma se sprašujejo, kako to, da Slovenci smo bolj zaznamovani, Poljaki pa manj. Vam bom povedal odgovor s pomočjo enega Američana. Pravzaprav Angleža, ki je pozneje živel v Ameriki. Imenoval se je Charles Lindsay. Bil je častnik za zveze skupine OSE, to je bila angleška specialna enota, ki je pošiljala častnike za zveze na okupirana področja. In v Slovenijo, v 4. operativno cono, to je približno tam, kjer je danes recimo severo-zahodno od Celja, tja Logarska dolina, pa tja proti Slovengradcu, pa tisti del Koroške, tam je on deloval. In on je zapisal knjigo svojih spominov z naslovom The Beacons in the Night. Recimo temu Bakle ponočja, pa znamo. No in v tej knjigi spominov, ki so šli v začetku 90 let, pripoveduje takole. Mislim, da bom skoraj to besedno citiral. Slovenci so drugi narod na svetu takoj za Rusi, ki so doživeli uspešno komunistično revolucijo. In to je zapisal koncem leta 1944. Obstaja tudi slovenski prevod te knjige. Išel je na fakulteti za družbene vede, v katerem tega odlomka ni. Zopet en vidik posredne zaznamovanosti slovenske duše, slovenskega človeka, ki se noče, ne upa, morda tudi ne zmore soočiti s stanjem zgodovine, kakršna je pač bila.
In zato bi na tem kraju, sestre in bratje, kjer se tako redno spominjate teh neposrednih žrtev, se pravi žrtev med vojnih in povojnih podbojev, prosil se vas, tudi kot duhovnik, da naredimo še bolj jasen pogled v svojo narodno zgodovino. Pogledamo vse, s čimer smo zaznamovani zaradi tega sistema totalitarnega, zlasti tretjega, komunizma, ker zgodba se še nadaljuje, še ni končana, in naredimo eno močno odločitev, da bomo sodelovali zavestno, z vsem srcem, z vso zdravo pametjo in z vso odločenostjo, da bomo vse, kar je bilo starega v narodnem telesu, začeli poimenovati s imeni, kakršnim je pač treba poimenovati, in začeli pisati novo zgodbo zgodovine. Zgodbo, ki jo ne more pisati nihče izmed drugih, če ne bomo pisali. Če bomo pustili pisati drugim, jo bodo pisali tako, kot so prej povedal na temo prevoda. Postaviti se moramo po konci kot Slovenke in Slovenci, kot državljani in državljanke te samostojne in demokratične in suverene države Slovenije in povedati zgodbo tako, kakršno je. Ampak brez jezik, brez predsodkov, brez sovraštva, brez samopomilovanja. Pred leti sem bil govornik pri maši na podobni slovesnosti, kot imate vi, v Šentjošku. Potem je pristopil meni eden od možakarjev srednjih let, recimo 50-ih. Govoril sem, kako moramo mi odpustiti, ker imamo milostno prednost. Milostno prednost. Kot vernik. In je prišel k meni potem in rekel, Gospod, jaz ne moram odpustiti. Sem mu rekel, si že na poti odpuščanja, ker ti ni vse. Boš odpustil. In ko boš odpustil, boš svoboden. In ko boš svoboden, boš razumel tudi druge in boš pomagal tudi drugim v okolici in boš naredil vse, kar je potrebno, da bo narod da bo prihodnost našega slovenskega naroda bolj vesela, bolj sproščena, bolj polna, bolj radostna, da bo res dežela svobodnih ljudi. In ko tako razmišljamo, vas hkrati tudi prosim in vabim, da ne spregledamo vsega tega, kar se še pri nas v našem narodnem telesu vleče vse iz časov med drugo svetovno vojno, v njej in vseh časih bivše države, v katero smo bili Slovenci pahnjeni živeti. Da se zavedamo, da ta sistem še vedno deluje. Še vedno se skriva, še vedno nas vleče za nos, še vedno se preigrava z besedami, s katerimi nas hoče prinesti okrog in doseči svoj cilj na drug način. Bom povedal en primer, tako nazoren, ker to so odlični manipulatorji besed in sprevračanja pomena besed. Pred drugo svetovno vojno je beseda tovariš pomenila najboljšega prijatelja, zaupnika, človeka, za katerega bi ti dal svoje življenje in on za. To je pomenilo biti tovariš. Oni so to besedo sprejeli in vemo, kaj so iz nje naredili. Tovariš si bil samo, če si bil njihov, delal in mislil tako, kakor oni. Če resi, vemo, kaj si zaslužil. In zgodba spreminjanja pomena in vsebine besed se nadaljuje. Poznamo, kaj se dela s pojmom družina, poznamo, kaj se dela s pojmom spol, poznamo cel kup stvari in dogodkov, v katerih se ta sistem
še vedno trudi porušiti tisto, kar vemo, da je evropsko družbo, našo slovensko družbo držalo vaš čas po koncu. In tudi mi verni smo, ne da bi hoteli verjetno, v svoje odnose spustili njihovo izraz. Mene kot duhovnika zelo pogreje, ko slišim kakšnega moža, za katerega vem, da je tudi cerkveno poročen in da ima skupaj svojo edino ženo 3, 4, 5 otrok, ko mi predstavi svojo ženo kot mojo partner. Partnerji so v poslovnem svetu. Vi, možje, imate svoje žene. In vi, žene, imate svoje može. In ponosni bodimo. Povedal sem samo en tak banalen primer, da boste začutili, kako smo začeli popuščati tam, kjer smo potrebni. In ko torej prosimo Boga za našo domovino, se spominjamo vseh neposrednih in posrednih žrtev druge svetovne vojne in po njej komunističnega sistema, se zahvalimo za njihovo žrtvo in se iz njihove žrtve nečesa naučimo. In začnimo gledati na zgodovino na način, kakršen je potrebno gledati z resnico, odpuščanjem, da bomo zaživeli kot narod, kjer bodo posamezniki svobodni in bo svoboda narod. Tako misli, kako misli. In bodimo pozorni na majhnih stvari, v katerih izgubljamo svoje vero. Smo moški, smo ženske, ste očetje in ste matere, ste možje in ste žene, ste fantje in ste punce, in smo Slovenke in smo Slovenci. No, nekateri imamo še ta dar, da smo to duhovni. Tudi to je. Človek bi si želel, da nas je če dalje več. Včeraj je hitro prišel na obisk Načkov Zore, ker je šel iz slovesnosti dol, ko so imeli na Tolminskem ponovati na Mrzlem vrhu. Zdaj sem jaz zaradi slaba vremena kar v Tolminu in je prišel in je rekel, a veš Jože, da letos ima pa naša škofija 10 kandidatov za propedevtični letnik bogoslovja. In se je s takim veseljem nasmejal. Odpirajo se torej znamenje upanja. Ker tudi še cerkev mora narediti tisto, kar je morda pozabila narediti v zadnjih 80 letih ali pa delala premalo intenzivno. Tako da prosimo za slovenski narod in za cerkev na Slovenskem. Amen.